Nekaj pomembnih gospodarskih podjetij v Prlekiji, ki strmijo k nenehnemu razvoju, je pred kratkim obiskal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Namen obiska je obiskati pomembne gospodarske igralce, ne samo velike, ampak tudi male. Gre za pomembno slovensko regijo in kot tako bi se želel seznaniti tudi z napredkom na tem področju. Zato, da sem v Prlekiji sami bil že večkrat, nazadnje bolj tako organizirano pa v okviru zadnjega obiska vlade v Pomurju. Med drugim je obiskal tudi center ponovne uporabe v Ključarovcih, kjer gre za to, da se stvari, ki imajo neko uporabno vrednost in so zavržene, revitalizirajo in obnovijo. Torej v Ključarovcih smo z občino Križevci odkupili ta objekt volilnice v lanskem letu oziroma predlanskem letu. Bil je v zelo slabem stanju, je pa seveda po pravilu rekonstrukciji strehi in ostalega zdaj nastalo kar dobro vzdušje, torej dobri prostori. Sama firma naša je pridobila skoraj 900 kvadratnih metrov pokritih, torej dobrih površin za prenovo predvsem pohištva. In prvi kosi prenove so že napravljeni in lahko rečem, da je zanimanje ljudi za to vrstne obnovo pohištva različnega, takšnih in drugačnih kosov, ki jih imajo zelo veliko. Hkrati pa seveda je to tisto, kar smo mi kot v osnovi zastopali, da bi s ponovno uporabo preprečili večje količine odpadkov. Gre preprosto za en del naše strategije. Na področju odpadkov je tako, da bi naj si ljudje prizadevali, da bi odpadkov bilo čim manj, potem pa seveda, da bi jih čim večkrat uporabili. No in seveda ravno pohištvo, ta del odpadkov je lahko v tem smislu zelo uporaben. Tega je na letni ravni k nam pripeljanega v center približno 1000 ton. Če si to predstavljamo, lahko kakšne količine so to, in med temi 1000 tonami je gotovo 100 ton ali pa morda kaj manj takšnega pohištva, ki je lahko z nekim pristopom dobrim ponovno uporabljeno. No in v to smer seveda bodo naše nadaljnje prizadevanja šla. Zdaj, če bomo šli pogledat, koliko je že zdaj tule pripravljenega tega materijala, teh kosov za ponovno uporabo, vidimo, da bodo ti prostori dejansko že zdaj premali, ampak dejstvo je, da bomo poskušali to čim prej napraviti, obnoviti in tako naprej, da bi seveda prišli tudi do nekaj denarja, ker v bistvu vse to je seveda povezano vedno tudi z denarjem. Čeprav vemo, da pri odpadkih je tako, da je več ali manj to strošek, nekih koristi velikih ni, je pa pomembno seveda, da večkrat stvari ponovno uporabimo in da seveda s tem zmanjšamo vpliv na okolje. Situacija je takšna, da v bistvu mi zdaj se še premalo oglašujemo. Imamo v danem trenutku samo 3 sodelavce oziroma delavce, ki delajo na teh procesih. To je premalo za to, da bi lahko šli v širino. Dejstvo je, da ljudje sami več ali manj že so zvedeli za ta naš proces in kličejo sem na ta naslov, na Mensano. Namreč socialno podjetje Mensana je pravzaprav tudi tisti dejavnik, ki se ukvarja z tem. Center ponovne uporabe pa je pravzaprav dobavitelj, če lahko tako rečem, ker je pri nas ogromno teh kosov in je razumljivo, da to eno z drugim povezano. No in ko ljudje pokličajo sem oziroma na Mensano, na telefonsko številko, ki je dostopna, se lahko zmenijo za ogled nekega pohištva, lahko se zmenijo tudi za to, da se odpelje od njih pohištvo ali pa kakšni drugi kosi, če je seveda kaj vredno. Če ni, potem seveda gre za kosovne odpadke in jih seveda ne vzamemo tu. Sicer pa je tako, da v bistvu se pri nas v Ceropu tisti komadi, ki so uporabni, izločijo in se vsak teden približno 2-krat potem pripeljajo sem v to skladišče, kjer čakajo na prenovo. Zdaj,
Dejstvo je, da bomo torej dejavnost seveda razširili, ker vidimo, da potrebe so, ljudje iščejo torej te zadeve, predvsem gre za kvalitetno, staro, masovno pohištvo, ki je seveda bistveno boljše kot pa zdaj seveda ta novejša izdelava, ki je samo seveda blišč, znotraj pa pravzaprav ni nič. In prepričan sem torej, da je to ena od tistih dejavnosti, ki bo smiselna v prihodnje na tem področju. Mi širimo dejavnost tudi na tem področju. Zdaj imamo tudi neke prostore pri torej Svetem Juriju. Tam bomo začeli z dejavnostjo obnove torej elektro torej stvari. Govorimo seveda o tem, da ljudje imajo veliko električnih naprav, ki jih morda tudi bi želeli, da jih obnovimo ali pa morda je možnost iz teh naprav napraviti nekaj drugega, ker so pač tako sestavljene, da je to tudi velikokrat torej opcija. Torej, tisto se bo zagnalo v naslednjem letu, ker malo smo seveda z denarjem vedno tako in vse seveda se pa vrti okrog denarja. Gospodarski minister zagovarja razvoj, zato je bil nad delom v tem podjetju navdušen. Danes zaradi podnebnih sprememb ne moremo več negirati naše odgovornosti do okolja. V vsakem primeru kot minister in tudi kot predsednik SMC-ja zagovarjam razvoj, vendar pa razvoj v odgovornem odnosu do trajnosti, do krožnega gospodarstva in idejo, ki sem jo tukaj v Križevcih videl v tem centru za ponovno uporabo, moram reči, da me je navdušila, da je to en pozitiven primer, kako se lahko ta odgovoren odnos do že uporabljenih stvari še ekonomsko nadgradi. Skratka, ne morem skriti navdušenja nad tem, kar fantje v tem centru počnejo. Zanimalo nas je, ali po mnenju gospodarskega ministra taki centri lahko pripomorejo k spremembi nakupovalnih navad. Seveda na nekem segmentu, v celoti ti centri tega ne morejo rešiti, ampak gre za to, da se stvari, ki imajo neko uporabno vrednost in so zaradi raznih razlogov zavržene, revitalizirajo, obnovijo in kot neke raritete, antikvitete, starine dobijo prostor v nadaljnji uporabi.